Lepo pozdravljeni v novi oddaji Prebojeno srce Slovenije. Moja današnja gostja Inga Frank je večna iskalka resnice. Pri svojih 33 letih, ko je doživela osebni zlom, je stopila na duhovno pot, ki jo je vodila po raznih poteh, po raznih preizkušnjah, po raznih učenjih. Močna odločitev, da ponovno najde sebe, stik sama s seboj, z Bogom v sebi, jo je vodila po poti trdega dela na sebi. V presenetljivo kratkem času ji je to tudi uspelo. O ponovnem stiku s svojo božansko naravo se je rojevalo tudi znanje, ki ga poseduje duša vsakega človeka. Tako je zlahka začutila, ali je učenje, ki so ga podali na raznih delavnicah in seminarjih, res pravo ali ne. Vedno pa je imela občutek, da nekaj manjka. Želja priti do izvornega znanja jo je pripeljala do učenja dr. Grabovoja. To je znanje o rešitvi vseh, večnem in skladnem razvoju vseh, o preprečevanju možnih globalnih katastrof. Šele v tem učenju je spoznala, da je to tisto, kar je iskala vsa ta leta na poti svoje duhovne preobrazbe. Velikokrat se je spraševala, zakaj človek odhaja iz fizičnega bivanja, medtem ko je ustvarjen po liku in podobi edinega Boga stvarnika, ki je večen in ni nikoli umiral. Že kot majhna deklica se je pogovarjala s stvarnikom in pogovarjala se je z ljudmi, ki so odšli iz fizičnega bivanja. Skozi to izkušnjo nikakor ni mogla sprejeti informacij, da ko človek umre, da to pomeni konec bivanja. V tem izvornem znanju je našla mnogo odgovorov. To je znanje, ki vodi v svobodo bivanja, v večno življenje in neskončen razvoj. Tovrstno znanje podaja že nekaj let in je izjemno navdušena ob prepoznavanju dejstva, da je vsak človek ustvarjalec lastnega življenja in da ima vse sposobnosti, da sam reši vsako situacijo ali težavo. S tem znanjem človek zlahka aktivira božanske sposobnosti, ki jih poseduje duša vsakega človeka in ponovno prebuja svojo prvobitno naravo. Znanje, ki smo ga prejemali v šolah, je zelo pomanjkljivo in predvsem temelji na mnogih manipulacijah, da je človek pozabil na svojo prvobitno božansko naravo, da se počuti majhnega, nemočnega in odvisnega od sistema, v katerem živi. V tem učenju je prepoznala svoje poslanstvo, da mora deliti to znanje ljudem, da jim pomaga, da se ponovno spomnijo svojega resničnega božanskega izvora in da prebudijo vse svoje božanske sposobnosti. Iz te močne želje, da se ljudje pravočasno prebudijo v tej svetovni situaciji, da pridobijo vsaj osnovne informacije izvornega znanja, pa je nastala tudi knjiga Zamolčana modrost, prebujanje iz tisočletnega sna, v kateri s preprosto besedo podaja osnovno znanje, da bi se človek ob branju prebudil, se spomnil svojega izvora in prepoznal resnico, da je mogočen ustvarjalec lastne resničnosti, znotraj katere živi. Prisrčno pozdravljam mojo današnjo gostjo, gospo Ingo Frank. V novi oddaji Prebojeno srce Slovenije z menoj ponovno izjemno zanimiva gostja, gospa Inga Frank, lepo pozdravljena. Hvala lepa za povabilo, tudi vam lep pozdrav. Ja, Zamolčana modrost, tvoja knjiga. Kaj te je v bistvu pripeljalo do ideje, da si sploh se odločila napisati knjigo? O čemu knjiga govori, nam lahko malo več poveš o tem? Ja, ta knjiga je nastala pravzaprav kot nek poriv. Že dalj časa recimo podajam znanja dr. Grabovoja o makrorešitvi in skozi to seveda si povezan z množico ljudi. In potem gledaš situacijo trenutno v svetu in kaj lahko naredim še več za to, kako lahko med ljudi spravim to znanje, ker je to istočasno rešitev, pot. In tako je me začelo potem preganjati, piši knjigo. In sem rekla, a je že čas, ker jaz sem v neki meditaciji oziroma koncentraciji, ko pogledaš lahko v prihodnost, videla to knjigo. In prav ko sem gledala sama sebe, sem imela knjigo v roko in sem rekla, pokaži mi knjigo. In mi je obrnila. In jaz sem si to zapisala in nekega dne mora to priti, ne? In potem sem pravzaprav iz svojo dušo, iz stvarnikom govorila, a je res že čas? Čas je, situacija je taka, čas je. Resnica mora priti na dan. Rešitve morajo priti. Ker masa ljudi je strah, ker ne bi bilo treba, da je strah, če bi imeli znanje. Tako pa manjka znanja in potem niti ne ve. In prišlo je poriv in to je bilo tako, kot da mi je nekdo knjigo narekoval. Ker je dejansko knjiga... Skanalizirano v bistvu.
Tako nekako, ja. Ampak recimo od svoje dušice. Ni to nekaj drugače zunanjega, ker ko ti pogledaš nekaj v prihodnost, ti lahko, kako bi rekla, ta dogodek lahko k sebi potegneš. In enostavno ta dogodek te osvetljuje in intuitivno dobivaš narek. Tako da jaz sem bila en mesec od jutra do večera samo na računalniku in pisati. Torej, tudi pri 33 si doživela eno tako krizo, kakor sem povedal v napovedniku, in potem te je to peljalo na neko duhovno pot, na pot preobrazbe, transformacije, in me lahko malo več poveš o tem. Ja, to je bilo zelo zanimivo. Jaz temu sem tako rekla, pehanje z materialnimi dobrinami, ker nisi dovolj samozavesten, bi rad nekdo postal. In potem se ženeš in se ženeš in se ženeš za druge in poslušaš probleme drugih ljudi in jih skušaš reševati in te vrže na tla, po domače povedano. In ker je bilo dosti hudo, jaz sem imela kot neke take živčne napade, neprijetno, zelo neprijetno. Snoba, panika tudi. Tako je. In najhuj, kar mi je bilo tisto, jaz sama pri sebi nisem imela volje, da naredim nekaj, ampak istočasno nisem imela, kako bi rekla, nisem mogla kot mati gledati otrok, ki hodijo za mano, mami, kaj je, a je spet kaj narobe. In potem mi je tako prišlo misel, daj no, premakni se že, če ne moreš zase nekaj narediti, naredi to za tvoje otroke. Tvoji otroci si ne zaslužijo take mame, v tem smislu. In potem seveda stopiš in meni je bilo tako, kot da sem stopila v nov svet. Moč pozitivnega razmišljanja in tako naprej. Jaz knjige recimo sem čitala, ampak meni ni bilo samo prebrati knjigo, meni je bilo bistvo v prakso spraviti. Če to temu, ki je to napisal, potem tudi jaz to zmorem. Ne? In potem se je to začel in v rekordnem času za moje pojme, ko danes pogledam nazaj, 1 mesec in pol, jaz sem bila neobvladljiva za druge ljudi. Tisto samozavestna, samostojna, ampak predtem je bila pa tista močna odločitev, postavi se na prvo mesto, ker sicer je konc s tabo. Ker jaz sem si rekla, če je bilo ti začetek, je bilo že tablete za živce. In jaz tisto, tole pa nikamor ne pele. Enostavno ti začnejo možgani delati, to tako več ne gre naprej. Se malo zbudiš iz spanja, v katerem je zdaj še vedno veliko ljudi. Vsi smo bili pač sprogramirani, vsi smo bili indoktrinirani že od rojstva, pa še od prej nosimo stvari. Ampak kako zdaj, recimo, dr. Grabovoj, tudi uporabljate številčne nize? Kako v bistvu si lahko s tem človek tudi sam pomaga? Absolutno lahko. Gre za to, da številčni niz, kako bi rekla, je skupek nekih števil. Številke same po sebi so pa energija stvarnika. In recimo, pojavi se neko bolezensko stanje. Pomeni, zgodi se nek disbalans, kako bi rekla temu, harmonija se ruši v telesu, v zdravju recimo. In ta številčni niz, kot ga on skupaj sestavil, je pa čista norma tega stanja. In ko ti osvetljuješ te številke, se koncentriraš na njih, pri določenih stvareh, to je velik tehnik, res velik tehnik, jih lahko tudi v svoje telo uneseš kot svetlobo in enostavno, recimo jaz bom rekla tako, že prvič, ko bi se človek koncentriral, pa da si vzameš 20 minut cajta, imaš definitivno že rezultat. Definitivno, ne? Ne rabiš ne vem kakšnih predznanj, to je začetna pomoč, ki človeku dejansko lahko pomaga. Ne samo pri zdravju, rešuješ lahko vsakršne težave, postavljaš cilje dosegaš, tako da to je res krasno. Imaš kakšne lastne izkušnje, kaj si že uspešno recimo uredila na ta način oziroma izboljšala v življenju, kvaliteto? Jaz bom rekla, prvo kot prvo, držiš skozi balans svojega zdravja. To je najbolj nujno, kar je treba, zato ker podajaš znanje naprej, se pravi, ti si neprestano obkrožen z maso ljudi. In ko ti veš, kako pride do bolezni, potem je treba tudi tukaj neprestano nekaj normirati. Je pa tako, avtomatsko, ko delamo s skupinami, recimo, delaš tudi na sebi. Mi delamo za ko zdraviš druge, zdraviš sebe. Tako je, definitivno. In tukaj je tudi neko pravilo, mi delamo za makro rešitev vseh.
Se pravi, nikoli ne moreš misliti samo nase. Tule bom rekla, je bila meni zelo zanimiva začetna informacija o tem učenju, ki sem jo dobila, da smo ljudje celice v telesu Boga stvarnika. Enega in edinega, ki je ustvaril ta svet. In meni je takrat kar reset, to je res tak močen impuls, ampak si rečeš, tisto bom mečkam tamle gor pustil, tole meni zdaj še kamor ne gre. Ker program, ki smo ga prej imeli, ne gre v skladu s tem, kar se zdaj učimo. Prej je bilo kup enih omejitev, pravil, ne vem česa ne, zdaj pa to samo teče. Kar boš naredil, to boš imel. Enostavno, kar boš posijal, to boš požel, nikaj. Spreminjajo se pa absolutno vse situacije. In mogoče mi je najbolj težko, ko gledam, kaj se tole dogaja v tej situaciji, toliko nekih laži, toliko nekih manipulacij in istočasno, ko bi vsi ti prestrašeni ljudje upravljali, danes ne bi bilo več te situacije. Ker tisti, ki vodijo to grdo igro, bom jaz rekla, zelo dobro poznajo, kako človeška zavest deluje. Zato pa preko medijev vnašajo informacije, da se ljudje tresajo. Ampak mi, ki upravljamo, recimo, nam je hudo za te ljudi. Ne more biti vseeno. Ljudje smo po naravi svoji, po božanski naravi večni. Ampak vendarle je to kolektivna budnica, ne? V bistvu, verjetno smo rabili kot človeštvo to izkušnjo, da se prebudimo. Absolutno je to res. Absolutno je to res. Zgodile so se situacije, ko sem jaz dobesedno jokala, zvečer, ko sem se čutila nemočno. Ljubljeni stvarnik, zakaj ti ne zamahneš z roko? Ti lahko to narediš na moment. Pa je rekel, budnica. Ljudje se morajo prebuditi. Ker če bi prišla trenutna sprememba, zato ker to eden bil sposoben narediti, in ljudje ostanejo na tem nivoju zavesti, nismo naredili nič. Samo zgodovina se ponavlja. Tako da, absolutno, tukaj je orang reset, pa orang budnica. Ja, torej smo res v teh prelomnih časih, ne, ko je potrebno se obrniti vase, potrebno je v bistvu iti globje kot kadarkoli do sedaj, ne. Si priznati vse tiste skrivnosti, vse tisto, kar smo nekako lagali sami sebi, bežali od sebe, ne, je sedaj prišel čas, da se s tem soočimo. Absolutno se strinjam s tem. Pa mogoče je to najtežja naloga, no. Spet, ko pogledam nazaj, ni bilo lahko. To je bilo mnogo prejokanih dni in noči, brskanja po sebi, ampak s tem znanjem, ki ga imamo danes, mi nimamo kaj brskati po sebi. Stvar je taka, recimo, vsak človek pravzaprav je svet zase, ki ga sam kreira. Realnost imamo zunaj tako, kot sem si jo skreirala. In to pomeni, že ljudi, ki jih srečujem, njihovo obnašanje do mene, situacije, v kakršnih se znajdem, meni kažejo, kdo sem jaz. Meni kažejo, kje so moje napake, kje moram še popravljati. In meni ni treba iti zdaj recimo v preteklost brskati. Preprosto obstajajo tehnike, ko mi lahko upravljamo z informacijami, ki jih ne poznamo. In je to boljši. Zakaj? Ker če mi preveč brskamo po preteklosti, mi ponovno dvignemo to preteklost na površje. Ja, če nisi pripravljen nič narediti, potem ni okej, ne. Če pa si pripravljen ozavestiti stvar, se z njo soočiti, poglobiti zavedanje, pa spustiti stvari, potem pa ja, ne. Tako je. Je pa smiselno. Bova nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni v drugem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije, z menoj krasna gostja, gospa Inga Frank. Inga, ampak mnogi ljudje še vedno ne verjamejo v Boga, ne. Kako to izvorno znanje predstavlja Boga v bistvu? Ja. Izvorno znanje pravi, Bog ima obliko človeka. Govoriva o stvarniku, ker bogov na zemlji je bilo malo morje, pa Boga vidi, od kje so prišli, stvarnik je pa eden in edini. Torej ta izvorna energija. Izvorna energija. Bistvo tega je, da ima on človeško telo in da človeško telo samo po sebi ima izjemno moč. Že sama oblika. Sam primer dam. Recimo, če bi srečal kačo, pa se jo bojiš, samo zamisli si lik človeka zraven nje. V trenutku njo
vsa tista agresija ali pa karkoli bi bilo, odpade. Tako da tle je zelo pomembno. Naslednja stvar. Telo stvarnika je čista svetloba. In mi ljudje in vse, kar obstaja znotraj tega telesa. Izven telesa stvarnika ne obstaja ničesar. To pomeni, da organi stvarnika niso ledvica, jetra in tako naprej, ampak so razne zvezde, ozvezdja, planeti, galaksije in tako naprej. To pravi tudi astrologija, ne? Planeti so organi duše v bistvu, ne? Tako je. Tako da, jaz bom tako rekla, govorila sem z enimi predavatelji, ki so iz Rusije prišli sem, podajati to znanje in so imeli že osebni stik z gospodom Grabovojem. In ko njega pogledajo z jasnovidnostjo, v njemu ni organov. V njemu je dobesedno, ker je v njemu že do popolnosti izražen, utelešen stvarnik. Tako da on nam je, kako bi rekla, živ dokaz tega, kar pravzaprav išče vsak človek. Tako da, ali verjame človek ali ne verjame, je stvar religije. Ker ko bi človek vase pogledal, sebe prisluhnil, ne bi nikdar podvomil. Ker jaz pravim, ko si nekje v nesreči, mogoče tisto, ko si misliš, konc je z mano, takrat se boš sigurno spomnil, da obstaja nekaj višjega. Jaz sem mnogo let govorila, višja sila. Ker mi je bil ta odnos religij določenih. Religija je zmanipulirala, ne? Tako, Totalno. tako. In te odbije. In jaz vem, da je takih ljudi polno. In tako da, tle je popolnoma drug pristop. Torej, mi smo ljudje v telesu stvarnika. Kaj je še bistvo pri tem? Telo stvarnika je neprestano v normi. To je čista svetloba, ki jo nihče ne more rušiti. In njegovo telo, in če vzamemo, da smo mi celice znotraj, pomeni, da okoli nas neprestano obstaja norma. Torej, zakaj ljudje gledamo to, kar gledamo? Zato, ker naša zavest materializira in nam da na opažanje to, kar mi kot informacije sprejemamo vase. In meni je bilo to razodetje. Razodetje. Torej, tako bom rekla, te, ki počnejo, kar počnejo, te, ki govorijo, kar govorijo, točno vejo, kaj morajo govoriti, da masa ljudi gleda danes to, kar v resnici ni resnično. To je samo film v zavesti, ki ga gledamo v naši zunanjosti kot na ekranu. To je tako kognitivna nevroznanost govori, ne? Da kakšne vzorce prepričanja mi imamo znotraj sebe, to barva našo percepcijo, tako vidimo zunanji svet. Tako je. Tako je, točno tako je. Tako zunaj, tako znotraj, tako zgoraj, tako spodaj. Ne? Tako je. In ne vem, meni je to wow, ko se ti res odpre svet in potem ti pride pa še večja želja podati ta znanja ljudem. Dajte se zbuditi, ker imate vse, kar rabite za to, da se osvobodite. A bi lahko že stopili iz tega suženjskega programa, v katerem smo v končni fazi že koliko tisoče let. Ja. Treba je ven stopiti. Človek je po Bogu ustvarjen, kot se temu reče, svoboden. Kdo ima pravico imati svobodo? Mislim, ko pa gledaš, da so v ta film, v ta scenarij vključili še otroke, pa konc. Pa konc zgodbe. Pa konc. Ja, se v bistvu ta elita, ne, globalna, v bistvu nam počasi servira, ne, recimo film Matrica je bil, ne, v bistvu je povedal marsikaj, ne, kako mi živimo v Matrici, ne, kako je res vse en privita, ena iluzija, ne. In kako zdaj ven iz te iluzije? Ni druge, ne toliko cajt nazaj smo mi imeli eno upravljanje skupinsko, kjer sem ljudi peljala, da se dvignemo na resnično zavest, kjer biva stvarnik, ne. In iz tiste točke pogledamo dol na planet Zemljo. Prav vidi se, ne več v celem, se izboljšuje stvar, ampak prav vidi se tisti temelj ovoj okoli Zemlje. To je ta temna matrica, znotraj katere smo, ampak to ni resničnost, to je čista izmišljotina. Čista izmišljotina. Ko človek to res pokapira, ne vem, pride do neke svobode in potem začneš iskati, zdaj mi daj pa znanje, kako jaz lahko vam pridem. Pomembno je upravljanje. Jaz pravim, zelo veliko nas je, ki upravljamo vsak dan za rešitev planeta Zemlje in tako naprej. Zakaj? Ker iz to svetlobo mi rušimo na nek način to temno matrico. To je treba narediti.
in svetloba postaja vedno širša. Zakaj? Ker vso to znanje, ki ga mi pridobivamo, ga mi nalagamo v svoje telo. In ko imaš enkrat res že veliko znanje, ti opaziš, da tvoje telo samo od sebe začne upravljati. Ne rabiš več mozgati, katero tehniko bi vzel, katero številčni niz bi, ampak preprosto telo začne upravljati samo po sebi. Nažalost, nas je premalo, še vedno premalo. No, gospod Grabovoj je rekel, da bi rabil, se pravi, vsaka država 100 izurjenih upravljačev, da bi lahko v enem mesecu recimo zaključili te stvari. Gospod Grabovoj ima koliko, 5 doktoratov, ne? Matematika, fizika, sem slišal. Polhan. Ja, Polhan. ogromno enega znanja, ne? Glej, on je, se tudi pove, ne, on je tukaj uporabljal svojo lastno jasnovidnost, ker jasnovidnost ni to, kar ljudje misle, da je. Jasnovidnost je sposobnost priti do informacije, ki jo rabiš. Do resnične informacije. Tako je. In on recimo, ko je šel polagati razne izpite na svojih fakultetah, doktoratih, kakorkoli v tem šolanju, on je vnaprej že videl rezultat. Tako da seveda niso bili vsi prav zadovoljni z njim, ker je podiral vse možne rezultate. Ampak to on sam pove, to je jasnovidnost. In to ima vsak človek vse to sposobnost. In se lahko to še dodatno aktivira, prebuja, ne? Ker v dostih ljudeh je to spečo, ne? Ja. Ampak a lahko človek spremeni svojo preteklost, vpliva na svojo prihodnost, kakšno vlogo ima tukaj zakon karme? Absolutno lahko, zato ker mi moramo pogledati, recimo, telo človeka je čista svetloba, skupek informacij. Ali je to preteklost, ali je to sedanjost, ali je to prihodnost, nima veze. Vse to je v telesu. Vse je zdaj, ne? Kvantafizika vse je zdaj, tako je, ni časa, vse je zdaj. In pomeni, tako kot sem prej rekla, recimo, ne, pogledaš ven, samo oglej si okolje, prvič, kaj poslušaš, kakšne informacije prihajajo do tebe, s kakšnimi ljudmi se družiš, kaj ti ni všeč, spremeni v sebi. Nikoli ne spreminjaj človeka nasprot sebe, z njim nič narobe. Ti ga gledaš preko. Tako je. In ko ti nekaj narobe hod, gremo upravljati, dajmo spreminjati, informacijo razformirati, pa damo noter tisto, kar mi želimo. Tle je krasno, ker obstaja tudi seminar, izobraževalni sistem, kjer mi začnemo predajati znanje otroku 3 leta preden pride do spočetja. Se pravi, te otroci prihajajo s popolnim znanjem, če mu ga seveda starši predajajo, če imajo to znanje. Je to prekrasno, zato ker to so pravzaprav te otroci, ki se že rojevajo. Mogoče so se zaradi tega spravili na otroke, ker se jih bojijo. Otroci imajo znanja. Problem je samo to, če se tak otrok, bom jaz rekla, rodi v neko družino, kar načeloma tudi ni naključje, ki pa nima znanja in mu zatre to znanje v sami kali. To je pa potem tista škoda, ne? Kakšno vlogo pa igra karma? Ja. Jaz bi te prvo tukaj vprašala, kaj sploh je karma in ali sploh verjameš v karmo? Jaz karme ne priznavam, že nekaj časa ne. Ker jaz pravim, karma je nekaj, kar človeka drži v suženjstvu. Tole imaš za odplačati, tole imaš za odplačati, tole imaš pa še celih 7 rodov. Tako je. In lahko je tudi istočasno dober izgovor, da se ljudje ne premaknejo naprej. To je moja karma, jaz kleč ne morem. Imam tako karmo, ne morem in si spet žrtev, ne? Tako je. Točno tako je. Tako da jaz, če mi kdo vpraša, kaj pa misliš o karmi, če bi reče naprej trpel, kar pokimej, če ne pa se zbudi. Pa da je še 10 inkarnacij, pa mogoče boš pol. Tako je, točno tako je. Ker vse je samo informacija in ko človek enkrat se tega zaveda, da je vse informacija, meni informacijo, kaj rabiš trpeti, kakšna kazen, kdo te je pa nabil, religija, a meni drug. Od Boga to ne prihaja. To je to. Točno to ne. Ne rabimo trpeti, to smo bili sam sprogramirani, ne? Točno v ta tako. program suženjstva, odplačati, trpeti, matrati se, garati v življenju, ne? Točno tako. To se zdaj izteka počas, ne?
Upajmo, Ja, gremo v to delamo na smer. tem, ne? Tako je, delamo na odlično, tem. odlično. Bova nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni še v zadnjem, tretjem delu oddaje Prebojeno srce Slovenije. Z mano je krasna gostja, gospa Inga Frank. Inga, kako pa lahko človek doseže večno življenje v fizičnem telesu, ali je to sploh možno? Možno. Večno življenje, mislim, uporabljal bom besede gospoda Grabovoja, nikoli nisem rekel, da je pot preprosta, je pa možna. Se pravi, tle je dejansko treba iztrebiti ves tisti prvoten program, ki nas je naredil majhne, nemočne, nesposobne poskrbeti zase. Zanimiva informacija, ki sem jaz dobila v tem učenju, je tudi to, naše telo ima vse sposobnosti, da se obnavlja samo po sebi. Po Bogu. Torej, a mi rabimo ne vem kaj. Zakaj je prišlo do tega? Ker smo izgubili znanje. Ampak naša duša poseduje vso to znanje že od nekdaj. Ko je stvarnik ustvarjal svet, ko je stvarnik ustvarjal človeka, mu je v dušo predal čisto vsa znanja. Torej, ko mi menjamo informacije, treba je še nekaj vedeti, v duši obstajajo informacije vsega, karkoli se je kdarkoli dogajalo. Od vseh katastrof, kataklizem, vojn, potresov in tako naprej. In dokler človek svojo dušico ne očisti od teh informacij, bo lahko še zapadel v take stvari. Ko pa človek svojo dušo, svojo zavest, svoje telo osvobodi od neke informacije, on preprosto ni več del tega. Lahko se ruši okoli naju, vse na naju ne bo padel. V popolnem miru sva lahko. Ko človek spet to ve, da je treba brisati stvari in to seveda ni lahka naloga. Ni lahka naloga, sploh ne za ljudi, recimo, ki so ukoreninjeni v prejšnji sistem in mu sledijo in celo verjamejo in zaupajo. Duša. Kje pa je duša v telesu? Dušica naša ima sedež nekje tukaj v prsnem košu. Že naše stare mame so znale takole roke podajati. Bistvo pa je, da se zavedamo, človeško telo, materialni del, se pravi naše fizično telo, je fizični del oziroma materialni del naše duše. Tega ljudje tudi ne vejo. Mislijo, da je duša ne vem kje. In se pravi, duša in naša zavest materializirata naše telo na podlagi naših misli. In če mi dobivamo recimo diagnoze, ok, pa rečva, nevarni virus. Ko si ti to informacijo sprejel, bo tvoja zavest to realizirala, da se ti bo to lahko zgodilo. Nič zunanjega ne more vate vstopiti. Ker človeško telo je zaprti sistem, v katerega ne more nič brez našega dovoljenja. Torej vse mi v bistvu si sami skreiramo zaradi prepričanj, vzorcev, strahov in tako naprej. Ne? Tudi to je zelo pomembno. V pogovoru z ljudmi smo zelo radodarni, zelo bi radi reševali tuje probleme, pomagali in tako naprej. Ne zavedamo se pa, da v tem pogovoru sprejemamo njihove informacije. In če mi zvečer, bom rekla, ne počistimo teh informacij, te njihove informacije vstopajo v naše telo in postanejo naše. Problemi postanejo naši. Pri tem, da unmu človeku nismo pomagali nič, načeloma nič. Torej, lahko precej energije, ne, teh energijskih vampirjev, kot jim radi rečem, lahko v bistvu prevzamemo, ne? Če nismo zavestni, a ne, če pač nimamo razčiščeno. Res je. Veliko je tega. Ok, ali... Tako da do večnega življenja se da priti, pot je pa... Proces. Osvobajanje vsega, prva stvar, ki je, treba se je odločiti, da si se pripravljen. Tako je. To tudi jaz pravim, odloči se, ločiti se od starega. Ne? To je ena stvar in naslednja stvar. Preden smo mi vstopili v ta svet, preden smo se utelesili v maternico, oziroma ustavili v maternico, če naj tudi tako rečem, smo se nažalost dogovarjali z nekimi temnimi bitji, s kateri so nam oni zmanipulirano postavili datum odhoda našega fizičnega.
In pri odločitvi za večno življenje je treba ta datum razformirati. In to se tudi da s temi. Absolutno vse. Absolutno vse. Zato, ker je zanimivo, več znanja, ko prejemaš, recimo bereš seminarje kar naprej, še daješ naprej, imaš absolutno podporo stvarnika in ti tudi on stalno pomaga aktivirati znanja vsem tistim, ki podajo znanja naprej. Ker to je rešitev za nas vse. Ni druge. Torej, a lahko res potem človek reši vsako težavo, kako mu potem pomaga ta tvoja knjiga Zamolčana modrost? A lahko pozdravimo neko bolezensko stanje, recimo? Lahko. Lahko. Knjiga, bom rekla, jaz, ko sem jo pisala, nisem imela pojma, kako bo to postalo, jaz sem samo delala, kar mi je bilo narečeno. Vsi vemo, ali pa veliko ljudi ve, da knjige o dr. Grabovoja zdravijo. To je preizkušeno, nekaj te matra, položi knjigo ali takole, ali jo odpri in jo položi nase in si samo zamisliš, da pisana beseda, ki je, se pravi, svetloba te pisane besede vstopa v telo. In ona avtomatsko razformira, ublaži kakorkoli, spreminja vibracijo, spreminja stanje, ne? In veliko povratnih informacij dobivam tudi ljudi, da isto delajo z mojo knjigo, da se sem začel kar problemi reševati, ampak jo imajo pod polštrom vsako noč in pa berejo jo redno vsak dan. Ker je tukaj, kako bi rekla, v preprosti besedi zajeto praktično vso znanje, vsa področja, kolikor se da to s preprosto besedo povedati. In seveda dušica takoj začne aktivirati znanja in jih preko duha, tako je, preko duha jih ona pošilja v zavest. Edina mogoče začetku je malo moteča naša logika. Naša logika bi rada vse razumela, deluje po starem programu že mnogo let in tukaj je treba malo več dela, da tudi logiko prevzgojimo, da ti začneš drugače razmišljati. Da enostavno, kad ti en reče, tole ni mogoče, ti rečeš, kdo je to rekel? Lahko, enostavno lahko. Vse je mogoče. Vse je mogoče, tako je. Bova dala tudi za to krasno knjigo, kar 5 knjig bova podarila, a ne? Ja. In bova dala nagradno vprašanje, a ne? In sva ga tudi že povedala, oziroma si ga povedala, a ne? Torej, kje je sedež naše duše v telesu človeka? Je nagradno vprašanje na Facebooku Ljubljana TV. Ko bomo naredili, boste lahko torej pravilno odgovorili in si prislužili to čudovito nagrado. Ne? Ok, kako se pa lahko reši ta trenutna situacija v svetu, ki vemo, da ni lahka? Ne? Tako da se zbere masa ljudi in vsi skupaj upravljamo, razformiramo vse te informacije, ki so jih vnašali v zavest ljudi, in enostavno to svetlobo vnašamo, da se ta temna matrica začne luščiti. Do tega bo sigurno prišlo. Zdaj samo vprašanje, koliko ljudi bo pristopalo. Vse je informacija. Ko razformiramo informacijo, je pa nekaj treba vedeti. Za vse tiste ljudje, ki čakajo, kaj bodo drugi naredili namesto njega, ni nikogar. Ker jaz lahko delam na svoji zavesti, na svojem telesu, na svoji dušici, a nimam vstopa v zavest nekoga drugega. Vsak ima svobodno voljo, ne? Tako je. Človek ima svobodno voljo. Tega niti stvarnik ne prekrši, kdo sem jaz, da bi to lahko delala. Ja. Ne moreš. To se pravi, človek mora biti voljan, stopiti na to pot svobode, se odločiti dosti tega in delati. Ker nas je veliko nas je, ampak se pravim, še vedno je veliko več ljudi, ki še vedno govorijo o teh negativnih informacijah. Recimo tudi borci, ki so pri nas v Sloveniji, ki delajo fantastično delo, žal, oni tudi podajo še vedno negativne informacije. Tole se bo zgodilo, tole se bo zgodilo. Spet neka negativna programiranja. Tako je. Recimo jaz osebno, jaz se nekako izogibam teh informacij, zato ker te pozavgajo noter, preden se zavedaš. Zdaj na Facebooku vsak posta kar čene in potem spet eno ustrahovanje. Ne? Tako je. Zdaj ne pa z druge strani. Točno tako je. In jaz se tega malo izogibam. Tudi jaz, ja. Zato ker veš. Ja, spet programiraš, spet kreiraš to, ne? Tako je. Žal je pa meni vseh teh dobrosrčnih ljudi, jaz sem takole premišljevala, ne vem, koliko 1000 ljudi je bilo tukaj na protestih. Če bi vsi te ljudje
prav je, da so protesti, da smo si na jasnem, to je v redu, ampak ko prijete domov, dajte upravljati. Dajte upravljati. Ne govoriti o tem, česar vi ne želite doživljati. Ker boš glih to dobil, česar nočeš. Dajte govoriti o tistem, kar želite živeti v svetu. To spremembo je treba narediti. Jaz sem si nekaj zelo zapomnila, gospod Grobovoj pravi, nikoli ne gledam trenutne situacije. Do vsake informacije pristopam nevtralno. In to je wow. Nikoli ne gledam trenutne situacije. Mi smo imeli enkrat pred leti in na našem koncu je gorel ta Hemis, neke kemikalije. In jaz dobim to informacijo, nisem niti vedela, kaj se dogaja in takoj, evo, preko grupe na Facebooku, ljudje dragi, priključite se, mi moramo upravljati. Tole je življenjsko nevarno, to so strupi. In istočasno sem še gospoda Grabovoja povabila, ne? In naslednji dan jaz vstanem in smrdi tam od zunaj, to ni za dihati. Kam se češ pa zadekati, ne moreš sem kamer, če je zrak onesnažen je. In sem pol tako rekla, a smo sploh kaj naredili? No in se je potem gospod Grobovoj meni oglasil. Nikoli ne gledam trenutne situacije. Če hočeš ti menjati trenutno situacijo, pejt naprej v prihodnost, tam postavi normo in ta norma bo osvetljevala tukaj to, kar se dogaja. In to je tudi pot, kako se rešiti te situacije. Ampak ne, da je to 90% ljudi, ki čakajo, kaj bojo drugi naredili. Čudeža mi ne moramo narediti za une, ki niso pripravljeni sodelovati. Tako, torej vsak se mora odločiti, narediti spremembo, skreirati novo realnost in potem se lahko, ko se več ljudi preboja, vpliva na kolektivno in se lahko spremeni situacija. Ne? Tako je. Odlično. Hvala, čas se nam je na žalost iztekel, še bi klepetal s teboj, zelo zanimivo znanje, vse, kar predajaš, tako da hvala, da si prišla v naš studio na Ljubljana TV in verjamem, da se še vidiva. Tudi iskrena hvala za povabilo, tudi tebi dajem. Hvala. Ja, torej mi kreiramo, torej mi sokreiramo stvarnikom, tako da kreirajte dobro, izbirajte dobro v vašem življenju. Hvala vam, ker ste in hvala, ker gledate to oddajo.